Soočenje je bilo precej dinamično, razborljivo na trenutke, kako ga ocenjujete? Ja, res je bilo razborljivo in tudi zelo zanimivo, so nekateri popestrili, da smo se še malo nasmejali. Drugače pa mislim, da pač določene stvari, ki niso bile resnično povedane, človeka spodbodajo, potem je potreba povedati prava dejstva. Soočenje je bilo dobro, lahko bi bilo še bolj dinamično. Nekateri so se res razživeli in to je prav, zato imamo demokracijo, da vsak pove svoje mnenje in to je to. Ne, ni bilo nekaj vročega, zelo je bil omejen in pa kratek čas, ne, in v minuti ali pa v pol minute praktično ne moreš razviti neke prave misli, bolj lahko odgovarjaš pač samo z potrjevanjem ali pa ne. Drugače pa so odprli mnoge teme, zanimive za ta lokalni nivo, se pravi za nivo Ptuja in pa okoliških krajev, in zdi se mi, da smo v tej razpravi vsaj deloma doprinesli k temu, da smo nekatere probleme pred javnostjo, bi rekel, nekoliko razgalili, če lahko temu tako rečem. Fajn, moram reči, da so se kandidati pripravili na soočenje, to mi je zelo všeč, da imaš argumente, o čem govoriš. Ni pa mi bilo všeč, da predstavniki vladnih strank poudarjajo pozitivne rezultate brez argumentov in da je treba pač resnici pogledati v oči. Ljudje danes živimo slabše, vsi skupaj pa se moramo truditi poiskati argumente, kako bomo naredili korak naprej, se pravi, kako bomo izboljšali življenje v Sloveniji. In nekako zanikanje vsega tega, kar se danes dogaja, ni prava smer in verjamem, da Slovenija danes ni na pravi poti. Ja, se mi zdi, da smo bili kar nekako miroljubni. Mogoče nisem vajena, da so nekateri kandidati tako malo ovinkarili, ni bilo glih ravno direktnih odgovorov. Mislim pa, da je bilo kar v redu. Pa veseli me, da smo bile tudi ženske danes prisotne. Kateri pa je poglavitni problem, ki ga boste lahko, če boste izvoljeni kot poslanec, rešili vpred tega področja in katerega problema rešitev pričakuje to področje recimo na prvem mestu? Ja, konkretno za vsako posamezno področje. Jaz vseeno mislim, da v tej 8. volilni enoti je najnižja brezposelnost, je najnižja brezposelnost mladih in potrebno bo to zakonodajo spremeniti, ojačati nadzor in seveda sedaj, ko je infrastruktura, avtocesta je, internet, te stvari je treba približati in potrebno začeti neke storitveni sektor širiti. Tu mislim, da je dodana vrednost. Poslanec vseh državljanov in državljank. Zdi se mi, da bi bilo zelo pomembno, če bi za mlade lahko dosegli to, da kljub temu, da so zaposleni za določen čas, lahko najemajo kredite. To so določeni poroki. To se mi zdi, da bi lahko zelo veliko pripomogli do tega. Drugače pa je en projekt, 2015 moramo imeti čiste vode, bistre, biološko in kemično čiste, zato si bom prizadevala, da bova skupaj preplavala Dravo čez 4 leta. Pa revitalizacija mestnih jedr, slovenskih, ampak to so daljši projekti. Vi ste me vprašali za najkrajšega prvega in to je to. Ja, jih je več. Jaz bi rekel, da je največji problem te regije demografska struktura. To, da je vedno starejše prebivalstvo, da mladi dejansko iz tega podeželja še vedno odhajajo, to pa je zadeva, ki je ni možno rešiti v roku 2 let. V roku 2 let lahko zgradimo kakšen dom za ostarele, ni pa to dolgoročna rešitev v skrbi za to, kar se nam dejansko dogaja in kar nas čaka v prihodnje. 5 ključnih področji na področju mladih. Mladi so danes tista družbena skupina, ki so pred največjimi izzivi. Govorimo o družbeni skupini med 15 in 30 letom, mladimi zaposlenimi, brezposlenimi, dijaki, študentje, mlade družine in tako naprej, od stanovanjske problematike, prve zaposlitve, dostopa do izobraževanja, družinske politike kot prijazne družinske politike, kjer se bodo mladi sploh lahko odločili za prvega otroka in ključno, vključenost mladih v procesu odločanja. Zakon o mladinskem delu sprejemamo 10 let, to ni prav. Ja, kot prioriteto sem si zastavila ustanovitev pokrajine sedežem na Ptuju in pa hitrejšo izgradnjo cest in pa izgradnjo kolesarskih poti in pločnikov v obstoječih prometnicah. To so te prioritete, pa to, kar sem danes že povedala, da je potrebno pridobiti dodatna finančna sredstva za ohranitev kulturne dediščine, ki jo imamo na Ptuju.